Ta projekt pravzaprav je prijavila Ljudska univerza in dobila sredstva iz Ministrstva za notranje zadeve, namenjen je pa predvsem ranljivim skupinam, državljanom tretjih držav. Pod ranljive skupine uvrščamo predvsem ženske, mlade in pa otroke, ker vemo, da so dejansko oni tisti, ki so deležni največ nekih deprivilegiranih obravnav strani družbe. Udeleženci prihajajo iz različnih držav in sicer, kot sem že omenila, državljani tretjih držav, kamor uvrščamo Kitajsko, Ukrajino, Rusijo, Bosno in Albanijo, tudi Kosovo in pa zraven smo vključili Slovenijo. Torej iz 6 držav smo se družili, bilo je pa res zelo veliko odziva, veliko število ljudi. Jaz mislim, da vseh skupaj je bilo 100 pripadnikov različnih narodnostnih skupin. Je bil res pester in barvit. Začeli smo v ponedeljek, kjer smo naše udeležence povabili na ekskurzijo po mestu Celju. Torek je bil namenjen mladim, da smo se družili na Šmartinskem jezeru. V sredo smo imeli srečanje ob kavi, kjer smo se družili in pili kavo. Petek je bil namenjen osnovnošolcem, kjer smo pripravili kulinarične stojnice na mestnem trgu, kamor so nas prišli šolarji obiskati. Prav tako sobota je bila namenjena občanom mesta Celja, kjer smo prav tako predstavili kulinarične jedi na mestni tržnici v Celju in danes tale zaključni dogodek. Kako je? Nadaljevanje je odvisno predvsem od financerja. Torej, če se bo razpisalo kakšen razpis, podobno tematiko, se bomo mi vsekakor prijavili, ker je to nekaj, kar počnemo vsak dan, torej se ukvarjamo s tujci. Glede zadovoljstva pa smo ne samo zadovoljni, ampak res presrečni, da je bil tako velik odziv in res smo videli, da so vsi pripravljeni narediti korak bliže k nam, če mi tudi pokažemo interes za to. Seveda, gledajte, marsikatera ženska je rekla, da se še tako dobro ni nikoli počutila, odkar živi v drugem okolju. In če je to izjava tujke, jaz mislim, da je bil naš namen tega projekta v celoti dosežen.